Revoz obiskal voznik Formule 1 Grožon. Srečanje domicilnih enot v Črnomlju. Bučen sprejem za straške raftarje. Lepo pozdravljeni. V novomeškem Revozu, kjer je po dopustu stekla proizvodnja v dveh izmenah, so obeti za obseg celotne prodaje na evropskem trgu, ki predstavlja več kot 95% celotnega trga, za katerega proizvajajo v Revozu, slabi. So se pa danes v podjetju razveselili obiska voznika Formule 1 Romana Grožana iz moštva Lotus F1. Francoski voznik dirkalnika, katerega dobavitelj motorja je Renault, se je z delom svoje karavane ustavil v Novem mestu, preden se iz Evrope seli na druge celine. Prvič sem v Sloveniji. Všeč mi je, kar sem doslej videl in vesel sem, da sem tukaj. Bilo je zanimivo videti, kako nastaja avtomobil od začetka do konca. To sem si prvič ogledal. Renault opremlja večino moštva Formule 1 z motorji in v sklopu aktivnosti, ki jih vodimo za promocijo tega športa znotraj same skupine, je tudi predvidena cela vrsta obiskov pilotov Formule 1. V Revozu so pred leti že gostili voznika Formule 1 Giancarla Fisichella, ko je Renault še imel lastno moštvo. Tokrat pa se je z vodstvom podjetja in zaposlenimi ob razstavljenem dirkalniku Lotus F1 Team fotografiral Francoz Roman Grožon. Ta je v letošnji sezoni osvojil drugo in 2 tretji mesti ter zdaj zaseda 8. mesto med vozniki in 4. med moštvi. Dobro pa letos ne kaže avtomobilski industriji. Celoten avtomobilski trg je namreč v Evropi v padcu. Predvideva se, da bo v letošnjem letu prišlo do 8 do 10% padca. Predvsem je pa odvisno, koliko naročil bomo pridobili v mesecih, ki prihaja sedaj, in na osnovi tega tudi predvzeli potrebne ukrepe, da bomo prebrodili to situacijo. Zaenkrat je še prezgodaj napovedovati, kako bo številom zaposlenih v prihodnje, pravi Bratoš. Teh je zdaj 2200. Nihče nima pravice zanikati pomena partizanov, partizanskega boja in partizanskega izročila v boju teritorialne obrambe in slovenske milice v osamosvojitveni vojni leta 1991, je v Črnomlju na 53. srečanju borcev domicilnih enot poudaril slavnostni govornik, predsednik države dr. Danilo Türk. Bodimo ponosni na to zgodovino in to prenašanje izkušenj. Bodimo ponosni, da smo Slovenci znali v svoji zgodovini zavarovati svoj narodni obstoj in da smo ustanovili in zgradili lastno državo. Umetno ustvarjene delitve in obtoževanja odvračajo pozornost od resničnih težav našega časa, pravi Türk. Danes potrebujemo reforme, medgeneracijsko solidarnost in potrebujemo pogum. Dialog in pogum. Pogum za ustvarjalne rešitve in za sporazum je tisto, kar najbolj potrebujemo danes. Bodimo samozavestni, bodimo pogumni, zaupajmo vase, spomnimo se naše slavne preteklosti in verjemimo, smo sposobni iti naprej. Na srečanju ob 70-letnici ustanovitve prvih 4 partizanskih brigad, ki so si za svoj domicil izbrale Belo krajino, je več kot 1000 zbranih nagovoril tudi 90-letni Miha Aleks Butara, ki je obudil spomin na čas narodno-osvobodilne borbe in ob glasnem ploskanju zbranih odločno poudaril. Naj bo vsem za vekoma jasno, da je edina in zmagovita slovenska vojska delujoča v sestavi zavezniške koalicije bila in je na Slovenskem samo zmagovita slovenska partizanska vojska. Še pred začetkom slovesnosti v Jurjevanski Dragi so se predsednik države dr. Danilo Türk, predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB in občine Črnomelj ter namestnik ruskega vojnega atašeja poklonili spominju 1250 padlim borcem in žrtvam fašizma iz Bele krajine. Minuli konec tedna je v Straži minil zelo pestro. Tamkajšnje turistično društvo je namreč pripravilo že 26. Straško jesen.
Nedeljsko popoldne je bilo tudi tokrat namenjeno straški povorki, ki je letos potekala pod imenom Pridelano doma. Tukaj lahko rečem, tudi z malo truda, z nekaj vloženih dodane vrednosti, se gre za lažje preživetje, saj vemo, da splošno poteka kriza in tukaj, kdor se bo malo znašel, malo volje do dela, bo zlahko preživel. Povorko je letos sestavljalo 14 vozov in skupaj približno 250 ljudi. Na našem vozu smo predstavili čebelje pridelke, se pravi med, vse ostale pridelke in pa samo čebelo, panje in napravili smo si gor čebenjak, tako improvizirali, in pač pripravili zajtrk za manjše te otroke in na tak način smo potem ta voz speljali skozi. Smo mi imeli izdelavo mleka, pridelavo mleka, kako smo ga molzli, pa kako smo nosili ga predajati naprej, pa vse to je bilo. Vrtičkarji, kupili smo majhen traktor, prav za vrtičkarje, česen, čebula, potrščilj, kolerabca tako, redku. V sklopu straške jeseni pa je potekalo tudi finalno tekmovanje za slovenskega Martina Krpana. Naziv najmočnejšega v državi si je tokrat priboril Denis Slapnik iz Teharij. Sigurno, da sem zadovoljen. To je pač moj prvi naslov za Martina Krpana. Pripravljal sem se letos res sam za to, da osvojim to. Se je fajn in srečno izklop. Drugi najmočnejši Slovenec je sicer Tomaž Plevanč iz Leskovca pri Krškem, tretje mesto pa je zasedel dosedanji 4-kratni Martin Krpan Oliver Gašparič iz Slovenske Bistrice. Eni po Štukljevi, drugi po Andrijaničevi poti, vsi z istim namenom – za srce. Pohod, ki ga tradicionalno prireja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Dolenjske in Bele krajine, je bil tokrat na sporedu že 15. po vrsti. Pohod je vedno dobro obiskan. Mi imamo tudi na samem pohodu meritev krvnega tlaka, tako da se vidi, kako recimo naše srce bije, če ga obremenimo, vendar je izbrana taka pot, da to ne more negativno vplivati. Torej res je ta pohod postal tradicionalen vzrok za to, da smo se pa sploh odločili za organizacijo tega pohoda, pa je bil, da pač ljudi navdušimo za hojo kot najboljšo obliko rekreacije, tako za zdrave, kot za bolne ljudi in mislim, da nam je kar uspelo. Tudi hoja blagodejno vpliva na naš glavni organ. Vse skupaj pa je namen krepitvi našega srca, kajti to je edini organ, ker takrat, ko mi spimo ali ne delamo, počivamo, on stalno deluje. Največ pa za zdravje srca in ožilja lahko naredi vsak sam. Da poskušajo čim več biti na zraku, se gibati, krepiti svoje zdravje in seveda tudi uživati primerno in zdravo prehrano. Vse to omogoča, da bo naša starost boljša, lepša, kajti srce je motor, ki poganja in ki vpliva na naše življenjsko počutje. Iz leta v leto pa so ljudje tudi bolj osveščeni, kar se tiče zdravja srca in ožilja, še pravi Borsan. V Metliki pa je potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in civilne zaščite. Svoje znanje in usposobljenost je pokazalo 11 ekip. V reševanju 14 poškodovanih so se ekipe v soboto pomerile na 4 deloviščih, kjer so bile prikazane nesreče ob potresu, požaru, eksploziji plina in pri padalski nesreči. Vsi ti, ko danes tekmujejo, so končali 70-urni tečaj in so dobili naziv bolničarja. In s tem preverjanjem znanja mi želimo videti, koliko so nam ekipe usposobljene. Njihovo znanje v nudenju prve pomoči so preverjali zdravniki in medicinske sestre. Reševalci morajo narediti po pravilnem vrstnem redu, oskrbeti poškodovanca in pa tudi tako rekoč pravilno ga oskrbeti. Vse ekipe so pokazale dobro pripravljenost. Zmage pa so se veselili reševalci ekipe civilne zaščite iz Šentjerneja, ki bodo 6. oktobra vnovič zastopali regijo na državnem tekmovanju. Drugo mesto je osvojila ekipa iz Metlike, tretje pa reševalci iz Novega mesta. Ene ekipe so tako dobro pripravljene, da delajo tako, kot dela nujna medicinska pomoč. Zato je resnično zgrešeno, dodaja Šutanovac, da premalo angažiramo ekipe takrat, ko so kakšne prireditve ali nekaj podobnega.
plačamo nujno medicinsko pomoč, da imamo zastonj ljudi. Da bi za nudenje prve pomoči usposobili čim več ljudi, so v okviru tokratnega regijskega preverjanja pripravili tudi učne delavnice, imobilizacija dojenčka iz otrokovega sedeža in pa kaj veš vse o krvodajalstvu, s tem, da smo pa za občane pripravili tudi brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in pa holesterola. Vsi zainteresirani pa so se lahko naučili, kako z defibrilatorjem pomagati sočloveku ob zastoju srca. Šport. Nov odličen uspeh so dosegli raftaši straškega Gimpeksa. Na Evropskem prvenstvu v Lipnu na Češkem so namreč zasedli skupno 2. mesto. Seveda so v Straži za evropske podprvake pripravili bučen sprejem. Z Evropskega prvenstva so Stražani domov prinesli kar 4 srebrne in 1 bronasto kolajno. Ja, občutek je odličen. To se ne zgodi vsak dan, tako da uživamo v tem. Na prvenstvu je sicer nastopilo 23 ekip iz 16 držav. Tekmovali pa so na eni najbolj divjih rek, pravi Mihelič. Ta proga je pač 4. stopnja od 6 po tej lestvici za divje vode. Je pa v bistvu ta reka se ne da drugače trenirati, ker je zajezena, tako da samo enkrat na leto spustijo vodo tukaj in je res ekstremno divje. Ja. Njihovih uspehov so sicer veseli tudi na občini. Župan Alojz Knafel pa jim v prihodnjih letih obljublja postavitev kajak kanu proge, ki bi članom Gimpeks kluba močno olajšala treninge. To bi bilo, to bo, jaz verjamem, da bo, to bo nekaj neverjetnega in pogoji za treninge se bojo izboljšali, kar kot smo slišali, letos tudi zaradi suše v Sloveniji so bili dejansko treningi na slovenskih rekah skoraj nemogoči. Fantje v prihodnje sicer načrtujejo ponovno udeležbo in zmago na državnem prvenstvu, jeseni 2013 pa se obetajo tudi nastop na svetovnem prvenstvu na Novi Zelandiji. Nogometni klub Krka sodi med novomeške klube z najdaljšo tradicijo, saj za ustanovno leto štejejo leto 1922. Ob obeležitvi 90-letnice so se predstavili tudi najmlajši, združeni v otroško nogometno šolo Portoval. Gre za otroke stare od 6 do 10 let, ki so prikazali nogometne veščine, ki so jih osvojili v preteklem letu. In zakaj ravno nogomet? Ker mi je bil že od malega všeč, pa sem hotel biti profesionalec. Ker sem je nogomet bil dober, pa sem pa videl, da lahko postanem še boljši, pa sem pa ga začel trenirati. Imam najljubšega igralca, to so vsi moji sošolci, ki igrajo nogomet. To je nekako, bi rekel, baza otrok, ki se navduši za nogomet in kasneje priključi v naši nogometni šoli, nogometnem klubu Krka, kjer lahko potlej izpolnijo še pol tiste višje cilje, ki jih vsak želi, se pravi, da postane dober nogometaš. Tudi v Novem mestu velja nogomet za najbolj priljubljen šport med mladimi. Mislim, da smo po številu otrok in mladine največji klub v Novem mestu. Preko 200 otrok vadi samo v nogometnem klubu Krka, v naši nogometni šoli. Moram povedati to, da smo z vsemi selekcijami v najvišjem rangu tekmovanja. Moram reči, da je zanimanje za nogomet izredno. Med otroci nikoli to ni bil problem. Moram pa pohvaliti tudi vse šole, s katerimi sodelujemo, da nimamo velikih težav pri pridobivanju terminov, telovadnic. In vsi ravnatelji jim gredo na roko, še dodaja princ. Mi pa k temu pridajmo le še zahvalo za vašo pozornost in vabilo, da ste vnovič z nami spet jutri. Nasvidenje!